si me napovedala, tako da sem kar nekaj kratov, ne. Še par besed o sebi, sem Boris Kuret, kot je že rekla, prihajam iz Žalca, star sem 66 let, imam 3 odrasle otroke, 4 vnuke, v penziji 8 let, tako da v bistvu nisem rabil ničesar dodatno delati. Ampak, saj veste, 40 let smo hodili v službo, penzija je majhna, cilji so še kljub letom še vedno zelo veliki. In takrat, ko sem se srečal s to priložnostjo, jaz ničesar nisem iskal, ne, ampak glede na to, da sem imel neko malo izkušnjo z Bitcoinom in to zelo prijetno izkušnjo, nisem želel zamuditi ene velike priložnosti, ki se bo ponovila. Jaz sem prepričan, da marsikdo še ne ve, da bomo govorili o kriptovaluti. Moram vam povedati, da naša kriptovaluta je denar. In s to kriptovaluto sem prepričan, da si bojo mnogi izboljšali življenje. In to je tudi cilj firme, s katero bomo danes šli skozi to prezentacijo. No, zdaj bom delil svoj ekran. Včasih imamo malo kar težav s tem deljenjem ekrana, ampak vidim, da mi že kar ratuje. Veliko reče, da bi radi mlade ljudi pridobili v firmo, da bomo lažje kos tem tehničnim izzivom. Se pravi, danes vam bom povedal o neki o tej firmi Success Factory. Že lepo naslov pove tovarna uspeha, ampak jaz rečem ne tovarna uspeha, to je tovarna uspehov. Kajti v moji, lahko rečem, 40-letni in več zgodovini še nisem zasledil podjetja, ki bi omogočila toliko ljudem, da uspejo v tej firmi. To je en vidik. Drugi vidik je pa, da tukaj nudimo za vse, ki to poslušate, več možnosti sodelovanja. No, pa poglejmo, odkot je ta firma. Prihaja iz Estonije, leta 2016 je bila ustanovljena. Zanimivo je, da smo šele 2018, oziroma so takrat, ker mene še ni bilo zraven, začeli produkte prodajati. In takrat je bil prvi produkt, ki ga bolj kasneje malo na široko opisal. Estonija je ena majhna državica v Evropi, ki je pa izredno tehnološko napredna. Vse, kar je od tehnologije, izhaja iz Estonije. Morate vedeti, da Skype, marsikdo, verjetno skoraj noben ne ve, da je iz Estonije. Da so v Estoniji že leta 2005 imeli elektronske volitve. Vse, kar je naprednega, izhaja iz Silicon Valley Evrope, to je Estonija. Pa poglejmo še naše ustanovitelje, to sta Nils Grossberg in Chris Ries, ki imata ogromno izkušenj v tej branži. Bom rekel, da Nils se je krojil že v eni drugi zgodbi, ki se je žalostno končala, ampak je videl, kaj ne smejo tukaj ponoviti, da bojo naredili tako, kot je treba. Chris Ries je pa en vizionar, ki smo na njega vsi zelo ponosni, ki je že ob ustanovitvi rekel, da želi pomagati vsem ljudem na svetu, posebej tistim, ki nimajo svojega osebnega računa. Leta 2018 se je začelo s prodajo prvega produkta, zdaj smo že na 5, oziroma kmalu dobimo še en produkt zraven, nas je že preko 600 000, mislim, da je ta številka že 700 000, v 190 državah prisotni in je to ena izmed najbolj hitro rastočih firm na svetu v direktni prodaji. No, če pogledamo malo naprej, prej sem rekel, da z našim podjetjem lahko štartate svoj lastni biznis ali pa ste samo naša stranka. In to z digitalnimi produkti, nič ne bo treba v vrečkah nositi, tako da naj vas ne skrbi, tukaj lahko odlično zaslužite na 2 ali pa več načinov. Pa poglejmo, kateri so tisti produkti in ki bojo še vedno prihajali novi, ker firma bo vsako leto dodala vsaj po en digitalni produkt. Pa poglejmo, kateri produkti so to. Ko sem se jaz leta 2019, že leto pa pol nazaj, priključil, je bil samo DACoin, naša kriptovaluta, denar, ne sredstvo za špekulacijo, in pa DACPay plačilni procesor. Tukaj vidite še Skillex, izobraževalna platforma za nas člane, potem je Forex Insider in pa Bank, ki smo ga dobili lani v Dubaju. Jaz sem se takrat malo ustrašil tega produkta Forex Insider. Zakaj? Zato, ker sem namreč sam na Forexu veliko denarja izgubil. Zato, ker sem ga poslal nekomu nekam v ene čudne države, kot je Panama. Tukaj vidite nov produkt. Nov produkt pa pomeni, da ga dobimo že v februarju. To je še poslovna skrivnost, tudi mi še ne vemo, kaj bo, ampak bo nekaj digitalnega, uporabnega in jaz sem prepričan, da bo to velik boom.
No, pa če gremo kar po vrsti, najprej bom opisal tisti produkt, katerega sem se jaz najbolj ustrašil. To je Forex Insider, ampak ta Forex je malo drugačen, kot ga mi poznamo. Forex vemo, da je medvalutno trgovanje, da so tu obrne 6 bilijonov dnevnega prometa, da je to igra velikih številk, velikih igralcev in ponavadi male ribe tukaj izgubijo denar, tako sem ga tudi jaz izgubil. No, ta Forex Insider je malo drugačen. Zakaj? Ker že beseda insider pomeni, da vam firma pošlje prodajni signal oziroma signal, ki ga vi prepišete v telefonu, 3 številke prepišete in lahko tudi mi, ki smo laiki, trgujemo na Forexu kot strokovnjaki. Se pravi, s tem produktom delamo na svojem računu, z denarjem, ki je vedno likviden, ga nikomor ne damo, in delamo nekje 10 do 15% na mesec na svojem denarju. Kdajkoli lahko to odpovemo, kdajkoli lahko dvignemo denar, se pravi, ni nobenega tveganja, ampak to delamo s tistim denarjem, ki vemo, da ga lahko si privoščimo, ker ni rečen, da bo vsak dan plus, nekje predvidevamo dolgoročno ta donos, kot sem rekel, in do zdaj firmi to odlično uspeva, pa še neke izboljšave sledijo. Se pravi, to je ta produkt, za katerega mesečno plačate naročnino 49 evrov. Takšnih ponudb je na tržišču veliko, res veliko, eni obljubljajo tudi velike donose, kar pa ni pošteno, ker vemo, da to je izredno tvegano trgovanje in nobeden vam tukaj ne more garantirati nekega donosa. Ve se, da če imamo napredne robote, da imamo vrhunske analitike, da bojo poskušali najboljše narediti, kar se da, ampak nihče pa ne reče, da bo vsak dan plus. Tukaj vidite neke rezultate, ki so nastali od lani marca pa do konca 11. meseca. Rezultati so spodbudni. Se pravi, 20 trgovalnih idej dobite s tem produktom na mesec. Drugi produkt, zelo zanimiv produkt, je Bank. No, ko sem jaz to v Dubaju lani to videl, sem mislil, mater, svojo banko bomo imeli. Ne, ni banka, je pa res, da je to banka znanja. Kajti, ljudje smo različnih barv, recimo jaz sem zelo rdeč, nekdo tule recimo na webinarju je verjetno zelen ali pa moder ali pa rumen, se pravi, imamo različne lastnosti. Kaj je meni kot rdečemu važno? Ja, važno je, da bom fajn zaslužil, da se bomo fajn imeli, da so dobre nagrade, da smo dobra družba in pa da je to naložba, katera lahko vsem prinese nekaj dobrega. Se pravi, če jaz nekomu, ki je moder, ki ima čist drugačne, ali pa zelen, ko ima čist drugačne vrednote kot jaz, njega zanimajo podrobni podatki, vsako vejco hoče vedeti, res vse podrobnosti, in če mu jaz povem na tak način, kot jaz želim, da se mi pove, bo on rekel, to ni za mene, to je brez veze. Če pa bi meni na njegov način povedali, bi pa jaz rekel, veš kaj, to je preveč kompliciran, me ne zanima. Se pravi, s tem produktom, ko spoznamo sogovornika, ki ga imamo pred sabo, lahko do 300% povečamo svojo uspešnost prodaje. Za ta produkt mesečno plačamo 59 evrov in s tem do 300% povečamo prodajo. Je pa to namenjeno vsem prodajalcem ali vsem ljudem, ki se ukvarjajo z ljudmi. V končni fazi tudi mi rabimo, če spoznavamo partnerja, da je dobro, da vemo, kakšne barve je, da mu ne bomo prodajali kakšne zgodbice, ki njemu ne bi bile všeč. Se pravi, to je produkt Bank. Zdaj gremo pa na tisti glavni produkt, mi rečemo core produkt, ki je zdajle kot vroča žemljica. Zakaj? To je, lahko rečemo, ena najbolj uporabnih kriptovalut globalno že sedaj. Čez leta, oziroma bom rekel kar prej že, bo pa sigurno ena izmed najbolj uporabnih kriptovalut na svetu. Ne govorimo, da bo ena, jih bo veliko, ampak ena od najbolj uporabnih in cilj firme je, da je ena izmed 5 najbolj uporabnih. Zakaj si upamo mi to trditi? Ja, zato, ker imamo vrhunsko tehnologijo, ki jo do zdaj nima nihče, kar omogoča zelo hitre in pa praktično zastonj transakcije. In kar je zelo pomembno tukaj povedati, imamo za to, kar počnemo, vse operativne licence. Se pravi, delamo v skladu s sistemom, ne delamo proti sistemu, s tem, da vemo, da je ta valuta neodvisna od bank, da ne služi nihče drug zraven, nihče, ampak samo uporabniki s tem pridobimo. Se pravi, govorimo o uporabni kriptovaluti, ne govorimo o špekulacijah na borzi. Uporabnost kriptovalute je to, da bomo z njo plačevali
mikroplačila, se pravi v vsakdanjem življenju, vse transakcije, ki jih zdaj delamo z denarjem, bomo čez čas delali z našo kriptovaluto. Zelo pomembno je tudi v nadaljevanju, bom povedal, da se naša valuta vrednoti čist na, bom rekel, gospodarski način, na podlagi ponudbe in povpraševanja, ampak to ne pomeni na borzi ponudba in povpraševanje, ampak pomeni, koliko je nas lastnikov Dagcoina in koliko je na drugi strani mest, ki ta Dagcoin sprejemajo. Govorim še enkrat o uporabnosti. Če mislite, da boste zelo poceni danes kupili našo kriptovaluto, kar je, pa da boste čez eno leto drago prodali, pol vas moram razočarati, niste na pravem mestu. Govorimo o uporabnosti. Govorimo o tem, da je danes kupite res pod odličnimi pogoji, po nizki ceni in da jo boste čez leto, 2, 3 uporabili, ko bo cena ohoho, da ne rečem koliko. Bomo malo pogledali razliko oziroma kaj pomeni Bitcoin, kaj pomeni Dagcoin in kje so naše prednosti, kajti Bitcoin je bil pred 12 leti tudi po taki ceni, kot je zdaj naša kriptovaluta. Vemo, koliko je danes, zdaj se vrdi cena tam med 35–37 tisoč dolarji, ampak to zgodbo smo nažalost vsi zamudili. Jaz jo nisem zamudil, ampak sem šel noter previdnost 50 evri, tako da sem vseeno še lepo zaslužil, ampak ni to neki denar. Zdaj poglejmo, kakšne so razlike. Se pravi, če pogledamo na zeleni strani, smo mi z našim Dagcoinom, se pravi, imamo okolju prijazno tehnologijo. To je zelo pomembno, kajti vemo, da vse kriptovalute, ki temeljijo na blockchain tehnologiji, imajo mining, se pravi, tiste velike farme računalnikov povezanih med sabo, ki požerejo ogromno elektrike, se pravi, zelo sporno ekološko, in pa tisti računalniki se čez 2–3 leta pokvarijo oziroma jih je treba zamenjati in to gre vse na odpad. In te farme so res velike in velike. Potem imamo zelo hitre transakcije, kar na drugi strani kriptovalute, ki imajo blockchain tehnologijo, tega ne zmorejo. Imajo prepočasno tehnologijo in pa, kar je zelo pomembno, imajo preveliko stroškovno plat. Recimo, pri nas so stroški teh transakcij, ki so izredno hitre, 0,005 na vsako transakcijo, ni pomembno, ali je to 3 evre, ali pa 10, ali pa 100 evrov, ali pa 5000 evrov. Na drugi strani kriptovalute, pa lahko rečemo tudi Bitcoin, imajo veliko večje transakcije, te stroške, ravno zaradi tega, ker ljudje, ki s tem plačujejo, morajo plačati mining, nekdo mora to plačati, se pravi, to se vse zaračuna. Se pravi, kot take, te kriptovalute na blockchain tehnologiji niso uporabne za mikroplačila v vsakdanjem življenju. Niso. Naši, oziroma mi delamo na tem, da bo naša kriptovaluta uporabna v vsakdanjem plačevanju, da boste šli v trgovine, da boste šli k mehaniku, frizerju, vse posod. Se pravi, da bomo res za vsako plačilo uporabljali kriptovaluto Dagcoin. Potem je še zelo pomembno, mi imamo vse operativne licence, to sem že povedal. Večinoma valut tega nima. Vemo, da jih je preko 7000, že 8000 kriptovalut, ampak skupno vsem tem valutam je, da so na borzi in da so res nestanovitne, da gre gor, dol in kot take niso uporabne za plačilo. Si zamislite trgovca, ki bi sprejel neko valuto, ki je danes, ne vem, 38 000, jutri bo pa 32 000 ali pa še večji skok. Se pravi, te valute so odlične za tiste, ki trgujejo na borzi, niso pa za trgovce oziroma za tiste, ki bi jih uporabljali v vsakdanjem življenju. Naš Dagcoin ima stabilno ceno, en mesec traja njegova cena, potem se izračuna nova cena, zopet sem rekel na podlagi, koliko je imetnikov in koliko je sprejemnih mest. Na drugi strani valute na blockchain tehnologijo imajo veliko volatilnost in kot take niso primerne za plačevanje v vsakdanjem življenju. Pa še nekaj je, imajo eno omejitev, kriptovalute imajo največ nekje do 3000 transakcij na sekundo. Bitcoin, recimo, ki ga vsi poznamo, 7 transakcij na sekundo. In ko sem ga jaz zamenjal v denar, sem čakal 45 minut na transakcijo. Se pravi, ni uporaben, da bi plačali vi v Mercatorju, v Hoferju, bilo kje, ne. Se pravi, to so tiste osnovne razlike med temi kriptovalutami, ki jih poznamo danes vsi, se pravi, so na borzi, so velika nihanja in med našo valuto,
ki je pa vse tole, kar je zelenim napisano. Pa če gremo naprej še enkrat, da poudarim. Se pravi, cena se izračunava na podlagi uporabnikov in na podlagi sprejemnih mest. Veliko vlogo ima tudi ekosistem, ki ga pa gradi firma. Kaj je ekosistem, bom na nadaljevanje opisal. Se pravi, imamo zelo stabilno ceno in stabilno se tudi zagotavlja s tem kroženjem te kriptovalute. Več kot nas je, hitrejše so transakcije, poceni so tako ali tako, in ko ima ljudi, recimo tu je cifra 100 milijonov ljudi v lasti našo kriptovaluto, bo to res tisto, kar zagotavlja kriptovaluti eno uporabno vrednost, stabilno ceno in pa množično cirkulacijo in množično uporabnost. Kot smo rekli, cena se računa na teh dveh postavkah, uporabniki in pa trgovci. Zdaj smo omenili, da nas je blizu 700 tisoč in trenutno je cena 69 centov. 69 centov, 1. februarja se izračuna, oziroma zadnjega se izračuna nova cena, podjetje pogleda, oziroma ne pogleda to, kar računalnik ven vrže, koliko je novih uporabnikov, koliko je novih trgovcev in se izračuna nova cena. No, zdaj smo v fazi distribucije tega našega DAG coina. Skupna vsota DAG coina je 9 milijard DAG coinov. Se pravi, zdajle smo razdelili nekje 1/3 in firma je 6 milijard v 2 letih se odločila, zaradi tega, ker kriptovalute so tukaj in boste prepričani, da v letu 2 praktično ne bomo več videli valute, kot jo imamo danes. Mi ne bomo več imeli papirnega denarja. Vse se seli na internet oziroma vse se seli na telefon. Denarnice bomo imeli na telefonih. In zato je podjetje se odločilo, da bo teh 6 milijard razdelilo velikim lastnikom mrež oziroma, bom rekel, državam, ki bojo uporabile to kriptovaluto kar naenkrat, in sem prepričan, da v 2 letih se bo firma razširila ne na zdajle, ko nas je 700 tisoč, ampak na 70 milijonov uporabnikov, trgovcev, in to bo en velik boom. Jaz sem prepričan, da bo tudi cena temu primerno zelo zrasla. Zdaj zaenkrat imamo še samo dobrih oziroma slabih 300 milijonov za razdeliti in če želite res poceni dobiti to kriptovaluto, morate res zelo hitro pohiteti. Sem rekel, na drugi strani firma gradi en velik ekosistem. Kaj je ekosistem? To je kot eno satovje, ki ga tu vidite. To so vse platforme oziroma vse, kje mi lahko uporabimo že sedaj našo kriptovaluto. Od tehnologije, finančnih storitev, zabave, storitve za trgovce, veliko je tega, tako da na hitro, če majčkeno pogledamo, kaj je najbolj pomembno, da veste. DAG Wallet je denarnica, ki jo imamo mi uporabniki na telefonu, potem imamo DAG Telekom, zelo poceni telefonija, od financ imamo bankomate, dobimo kriptokredite, menjalnico Swipex, darilne kartice imamo, od zabave, to je velika industrija, loterija, recimo jaz vsak teden plačam srečko in to veliko ljudi počne, se pravi, loterija bo boom. Potem imamo igrice, to je tudi velika industrija, igralništvo, mnogo ljudi igra v kazinojih online, se pravi, lahko plačamo z našo valuto DAG coin. Potem dobimo vse vrste zavarovanj, firma da kar 1% od prometa za dobrodelnost. Potem imamo storitve za trgovce, eBay, recimo, kot če poznate, mi imamo svoj DAG market, potem imamo ponudbe za delo, storitve za trgovce, POS-terminal, DAG Pay plačilni procesor in pa zdajle v kratkem dobimo novo platformo, je še poslovna skrivnost, ampak dobimo turizem in to eno veliko, še ne vemo, jaz sem prepričan, da bo to prodajni boom. Zakaj? Ker vemo, da vsi zelo radi potujemo, vsi hodimo na dopuste in to bo ena velika priložnost, da bomo lahko danes plačali s to kriptovaluto, ki raste. No, če pogledamo storitve za trgovce, to je DAG Pay plačilni procesor, ki ga dobi vsak trgovec popolnoma brezplačno. Jaz poznam kar enih par firm, ki ponujajo tak plačilni procesor, ampak za kar, bom rekel, veliko nadomestilo, nekje od 400 do 700 evrov. Tukaj pri nas firma nudi to vsakemu trgovcu, ki želi sprejemati našo kriptovaluto zastonj. Zakaj to nudijo zastonj? Ker vejo, da imamo odlično tehnologijo,
da imamo vse možnosti, da imamo te hitre in poceni transakcije, kar do zdaj ni zagotovil še nihče. In kar je pomembno, naš DAG procesor lahko sprejema tudi z nadgradnjo druge kriptovalute. In jaz sem prepričan, da bo marsikdo že iz tega naslova se nam priključil. Se pravi, tisti, ki želi sprejemati našo kriptovaluto, dobi to zastonj in dobi vsa računovodska orodja, kot jih potrebuje vsak trgovec oziroma prodajalec, da izdaja račune, da ima vse računovodsko pošlihtan tako treba. Se pravi, praktično takojšnje transakcije in zelo, zelo poceni. Nič 5 evra, to je praktično zastonj. Kaj dobijo še vsi trgovci? Se pravi, vsak trgovec, ki to vzame, dobi pa eno veliko reklamo. Danes vemo, koliko reklama stane. Tisti panoji, ki jih vidimo ob cesti, to je na 1000 evrov, da ne govorim reklama na televiziji, to so oderuške cene. Pri nas dobi pa to zastonj. Zakaj dobi zastonj? Ker ga vsi, danes je, smo rekli, cirka 700 000 potencialnih kupcev, oziroma vsi ljudje na svetu lahko pogledajo na tem iskalniku trgovcev Merchant Finder, kje se že da plača z našo kriptovaluto. 1400 mest je po celem svetu, to je še zelo malo, ker smo šele na začetku. Sem povedal, firma je stara šele 2 leti. Si zamislite, kaj bo čez 10 let, ko bo na, lahko rečemo, milijone trgovcev, ko bo na milijone in milijone kupcev, ki bojo kupovali z našo valuto in vsi bojo lahko pogledali, kje se da plačati s kriptovaluto. In to je ena velika reklama, ki jo dobijo vsi, se pravi, naši sprejemniki zastonj. Zdaj se verjetno vsi sprašujete, kako se da priti do naših DAG coinov. Čisto enostavno, ker je firma že na začetku, ko je začela poslovati, želela to vsoto razdeliti pravično, so dali pakete že od 50 evrov naprej, kajti firma je najprej začela s trženjem v državah, kjer ljudje nimajo osebnih računov. Chris Ries je bil dolga leta v Indiji in je videl, kakšna beda je to, da ljudje nimajo osebnih računov, da plačujejo ene velike stroške za prenos denarja in tukaj jim je ponudil res odlično možnost, da imajo denarnico na telefonu. Zato so paketi tako majhni. Recimo začelo se najprej v Afriki, v Latinski Ameriki, v Mehiki je ogromna struktura ljudi, ki imajo našo kriptovaluto, Jemen, Iran, Jordanija. V Evropi pa smo šele zelo mladi, se pravi, zdaj smo mi na vrsti, da kupimo to kriptovaluto, oziroma vi ste na vrsti, mi jo že imamo. In vsak me včasih vpraša, kakšen paket mi pa priporočaš. Jaz vsakim rečem, vzam si tisti paket za toliko vrednosti, katerega denar lahko pogrešaš 3 leta. Zdaj le govorim za 3 leta. Pol leta nazaj sem rekel 1, 2 ali 3. Zdaj imamo pa eno posebno akcijo, ker dobite 50% več kovancev, če jih držite 3 leta. Se pravi, izvezavo na 3 leta jih dobite 50% več. Odlična akcija, ki so jo podaljšali do konca tega meseca. Tako da imate srečo, lahko dobite še 50% kovancem zraven za isto ceno. Pa poglejmo en paket 2500 evrov, normalno bi dobili 3624 DAG coinov, zdaj jih dobite 50% več, se pravi, jih je že takoj z vezavo na 3 leta, jih dobite 8968. Se pravi, ste jih kupili ne po 69 centov, tako kot je danes cena, ampak po 28 centov. Jaz sem ga kupil avgusta, takrat, ko sem se včlanil, za 36 centov, zdaj pa 28. In tudi mi, ki jih že imamo, jih zdaj na veliko dokupujemo, ker vemo, kaj se bo iz tega zgodilo. Se pravi, takoj imate vrednost 6200 evrov, dali ste pa 2500 evrov. Zdaj pa poglejmo in ta paket, kaj vam lahko prinese. Pa še nekaj, evo, še ena akcija, na katero bi skoraj pozabil, še dobro, da imam slajd. Do konca meseca, vsi, ki kupite katerikoli paket, imate možnost vrteti kolo sreče. Enkrat ga zavrtite, če ste vezali na 3 leta, pa lahko dobite od 25% do 100% zraven. In kolegica, ki je včeraj vrtela, je dobila 3-krat po 25% zraven. Zakaj je 3-krat vrtela? Ja, ko je naslednjič vrtela, vam da sistem možnost, ga je vezala na 5 let. In še enkrat ga je vrtela, ga je vezala na 7 let, pa je 3-krat dobila po 25%. Se pravi, to je izredna priložnost, ki je za izkoristiti do konca tega meseca.
No, poglejmo še Bitcoin, vsi smo rekli, zamudili smo ga, danes imamo isto priložnost, ampak marsikdo bo spet, bom rekel, ja pa ne upam, si pa ne zaupam. Poglejte, jaz nisem takrat zaupal, pa ga nisem kupil. Jaz sem ga kupil po jurja, ampak za drobiž. Danes mi je žal, ampak poti nazaj ni. Imam pa drugo možnost. Poglejte, danes je Bitcoin, danes ga sicer nisem gledal, to so cifre od včeraj, in se je vrtel med 34,700 pa do 37,400 dolarjev. Začel je pa, poglejte, z 31, z 40 centov, tako ga vi danes kupite za 28 centov, evo, kaj bo čez 3 leta, čez 5 let, nihče ne ve, jaz sem prepričan, da bo cena v 2 letih zelo, zelo zrasla. No pa poglejmo še enkrat, kako se pri nas vrednoti cena. Tukaj vidite, ciljna cena, ko bojo vsi kovanci razdeljeni, je 100 evrov. Takrat bomo pa tudi mi dali kovanec na borzi, seveda, če še bo sploh borza. Jaz sem prepričan, da jo ne bo več. Pa poglejmo, danes si lahko privoščite en paket, da coinov jih dobite za lepo vrednost, smo rekli takoj, in jih dobite 8,968. Zato lahko kupite tudi eno lepo sedežno garnituro. Če pa ste kupili naš coin, pa počakali mogoče samo 2 leti ali pa 1 leto, pa bo vrednost 4 evre. Kdaj bo, ne vem. Je to vrednost enega avtomobila. Če počakamo par let, ko bo vrednost 30 evrov, tako kot je Bitcoin, ko ste videli, kak je rastel, sem jaz tudi prepričan, da bo ta cena mogoče veliko večja, kot sem jaz tule gor napisal. To bo pa vrednost enega lepega posestva ali pa hiše, karkoli. Zdaj smo prišli do prvega dela moje predstavitve, tukaj vam se bi lahko zahvalil za prisotnost, si boste zbrali kakšen paket, katerega želite imeti, ampak vam predlagam, da poslušate še drugi del zgodbe, kajti prej sem omenil, z nami ste lahko kot kupec, lahko ste uporabnik naših storitev oziroma naših produktov, lahko ste pa tudi sodelavec. Se pravi, to je pa druga možnost, ki danes zelo, zelo pride v poštev. Zakaj? Vemo, kaj se dogaja, ta korona kriza je odnesla ogromno obrtnikov, odnesla bo ogromno malih firm, ogromno bo ljudi pristalih na borzi in ljudje bojo rabili dodatni zaslužek. In tukaj lahko vi skupaj z nami naredite kariero. Ali pa samo, ne vem, 50 evrov na teden ali pa 200, odvisno, kaj si želite. Zato, da bi bili naš priporočitelj ali pa sodelavec, boste plačali dodatno še samo 25 evrov na leto. To ni noben denar, to lahko zapravimo v trgovini, če gremo nekaj malega kupiti. S tem si zagotovite, da boste imeli svojo spletno trgovino, svojo spletno stran, gostovanje, vse boste imeli na tej spletni strani. In kaj je vaše delo? Nič, enostavno povabiti ljudi, da slišijo to informacijo. Nič ne rabite vedeti, niti o coinu, niti o Bitcoinu, niti o produktih, samo na pravilen način povabiti ljudi, da pridejo to poslušati. To se bojo pa oni odločili, ne? Se pravi, na vas samo, da pridobite nove stranke, da jim damo to odlično informacijo. Delate lahko doma, ta posel lahko širite po celem svetu, ni nobene omejitve, še Amerika se bo odprla, mislim, da do poletja. Za teh 30 piškavih evrov, pravim, lahko imate globalni posel iz svoje dnevne sobe. V 180 državah smo trenutno, nič še ni narejenega, na Balkanu vse prazno, v Sloveniji nas je na prst ene roke, tisti, ki to redno delamo, ki smo to vzeli kot svojo službo. Lahko vzamete kot svojo službo, lahko pa malo za, ne vem, pol urce na dan ali pa vsak teden nekomu povete. To je vse odvisno od vas. Se pravi, brez investicije, brez rizika delate z odlično firmo, ki ima ogromno rast in ima stabilno dolgoročno vizijo. Nizko ceno coina, kar je dobro za vas in za vaše prijatelje. Delate v doma, timsko delo, se pravi, vi ne boste nikoli sami, vedno vam pomaga tim. In takšne webinarje, kot ga poslušate danes, imamo 2-krat na dan. Ni jezika, da vam ne bomo zagotovili, da boste prijatelja, ne vem, iz Afrike povabili na francoski webinar ali pa na angleški webinar. Se pravi, ni omejitve. Imate svoj franšizni posel, delate od doma. In kar je najlepše, ta firma vas bogato nagradi in to enkrat na teden je plača. Ne enkrat na mesec, enkrat na teden, vsak ponedeljek je plača. Imamo kar enih 6-7 vrst različnih plačil.
To je v tistih dveh produktov, ki sem jih opisal na začetku, Bank pa Forex, ne bom nadaljeval, da se ne boste ustrašili, ker na tem delu prezentacije nam pobegne marsikdo, ker mislijo, da nakladamo. Ampak vam povem, v Dubaju sem videl na odru 350 ljudi, ki so zaslužili, res naredili nekaj in zaslužili, in take dogodke imamo na 4 mesece in na vsakem dogodku je toliko ljudi nagrajenih. Se pravi, vsak, ki ima delovne navade, ki je vztrajen, lahko to doseže. Prva, tista provizija je, oziroma to je že druga, je 10% od lastnega priporočila. Če je nekdo kupil paket za 2500 evrov, ste vi dobili v ponedeljek 10%. Se pravi 10% od osebne prodaje, kot bi se temu reklo. Druga provizija je od skupine. Marsikdo bo rekel, jaz ne bom delal skupine. Ni treba delati skupine. Ampak sistem je tako narejen, da imate dve možnosti. Enega prijatelja, ki ste ga povabili, date na levo stran, drugega na desno. To je sistem na 2 ekipe, na 2 noge, na 2 roke, sploh ni pomembno, ali pa na 2 ekipe. In slej ko prej, ko boste povabili 2 prava prijatelja, se vam bo ta skupina zgodila, če vi želite ali pa ne. Ker če je prijatelj videl o tem priložnost za sebe, za zaslužek, on bo šel, a vi delate ali pa ne, on bo naredil skupino. In boste slej ko prej imeli en promet in od tega prometa ste plačani 10% na tedenski promet. V tem primeru je tule 7500 evrov, na levi strani, na desni 12500 in dobite 10% od šibkejše skupine. In to vsak teden za novi promet. Tu ostane neka razlika, vidimo 5000 evrov, to se vam ne zbriše, ampak vas vse čaka, ko se zopet na levi nekaj naredi in katera skupina ima slabši promet, od tiste dobite 10%. To je zdaj, smo rekli, že tretja provizija. Četrta provizija je bonus do 10. globine za vodenje. Prej sem rekel, če boste povabili 2 prave osebe, ki vejo, kaj je moč priporočilnega marketinga, kaj je moč besede od ust do ust, se vam bo ta skupina zgodila brez skrbi. Sploh ne rabite razmišljati o tem. Tudi meni se je zgodila in to zelo hitro. To ste plačani do 10. nivoja. Potem so še ene lepše nagrade. Tukaj je treba malo več narediti, to se ne zgodi čez noč. Boste rabili mogoče kako leto, mogoče tudi prej, odvisno kakšne ljudi boste pripeljali. To so pa tisti, bomo rekli, dragi kamni, diamanti, ambasadori. Samo teh, ki jih tu vidite, je bilo na odru 350 lani v Dubaju. In še 2-krat lansko leto po toliko. Se pravi, v enem letu sigurno več kot 1000 ljudi doseže te statuse. In te nagrade so resnično bogate in so v trajno last. Moram vam povedati, da sem 15 let nazaj tržil vzajemne sklade za eno avstrijsko firmo, pa sem naredil 3-krat več prometa, kot ga je potrebno narediti za tegale Black Diamond, za črnega Mercedesa. Jaz sem takrat dobil v uporabo avto za 1 leto. Tukaj ga dobite v trajno last, pa za veliko manj prometa. To seveda ni čez noč. Naši sponzorji iz Avstralije so to že dobili. Po svetu se vozi enih 15 takih Mercedesov, da ne govorim, koliko je podarjenih teh ur in vseh teh statusov. Ampak tale zadnja jahta, ta še pa ni bila podeljena, tako da vas še čaka. Če gremo naprej, da vidite eden izmed, bom rekel, če greste top 20 gledati na Business for Home, to je ena izmed tretjih oseb v firmi po predlanskem dohodku na mesec iz Mehike. No, nisem hotel dati največjega zaslužkarja, ker bi marsikdo res kar pobegnil. Zdaj smo na koncu moje predstavitve, se pravi, če vam je bil ideja všeč, pa da ste bi kupili sam Dacoin, se boste obrnili na prijatelje, da vam to povejo, kako se to naredi. Če vam je všeč še druga ideja, da bi to povedali naprej, pa mogoče še kaj zaslužili, boste dali še tistih 25 evrov plus DDV, kasneje kupili mogoče še kak drug produkt in mogoče tudi produkt, ki še prihaja. Potem je treba pa to idejo samo razširiti med vaše prijatelje, ki jih imate. Ne pozabiti na vse, ki jih imate v telefonu. Jaz jih imam 1200 in sem prepričan, da jih imate tudi več kot 100. In vsem tem ljudem je dati treba možnost, da slišijo to informacijo. In mnogi se bojo odločili za. Potem je treba te ljudi nekaj naučiti in pomagati. Pomaga jim cel tim. Sem že povedal, imamo 2-krat na dan webinarje. Z vsakim posebej se lahko dobimo na Zoomu.
Se pravi, da se nekaj naučijo in da se jim zgodi tudi njim, da dobijo v svojo strukturo sodelavce in da se jim začne dogajati duplikacija. Evo, zdaj vas bi rad povabil še v Dubaj. Tu gledate cel dan, cel večer, že imam majico Dubaj. Zelo sem vesel, ker smo takrat do Dubaja dobili te majice, imeli smo se fantastično, 6 dni smo bili tam. Zdaj pač boste veliko prešparali 700 €, ker za ta Dubaj boste dali samo 25 €. Dobili boste vse, kar smo mi dobili tam, bo sicer 3 dni preko interneta, boste gledali v svoji dnevni sobi, ampak vse znanje, vse, kar vas bo navdušilo, da ste v pravi firmi, boste dobili tu. Vi lahko tega Dubaja se ne udeležite, ampak če boste hoteli biti uspešni, boste delali ta posel 3-krat dlje. Zato bodite prepričani, imamo še karte po 25 €, vprašajte prijatelje, ki so vas povabili in si zagotovite to karto. Se pravi, dogodek bo točno čez en mesec, bo že zadnji dan tega dogodka. Tako da upam, da se vidimo na tem dogodku. In še na koncu naše geslo, vidite, skupaj bomo spremenili svet in vse je odvisno od nas. In jaz pravim, svet bomo spremenili na boljše in na lepše. To je vse od mene za nocoj. Upam, da se boste pravilno odločili in da se vidimo že jutri na webinarju ob 8. Boris, hvala, se pridružujem Romanovim besedam za super in full power prezentacijo, predstavitev. Hvala vsem, ki ste bili z nami nocoj, tako kot sem vam rekla, ogromno informacij, informacije vredne vsakega Duckcoina, bom rekla. In ja, ne čakajte na jutri, zaradi tega, ker jutri je nov dan, ne veste, kaj vas čaka, kaj lahko že jutri imate, če se danes odločite za vrhunsko priložnost. Če imate pa še kakšno vprašanje oziroma da bi radi še enkrat slišali, pa tako, kot smo že povedali, imamo jutri ponovno predstavitev, ker smo v veliki ekspanziji in dobrodošli in se veselimo, da bomo lahko skupaj širili Slovenijo in čez. Hvala lepa še enkrat vsem in se vidimo kmalu. Lep večer še naprej in nasvidenje jutri. Lahko noč.